Današnji večer namenjamo spoznavanju novih literarnih del, predstavitvi različnih avtorjev, od začetnikov do tistih, ki so že izkušeni, ter premisleku o sodobnem literarnem ustvarjanju. Mogoče bi zdaj kar začeli se predstaviti, da nas sploh prvo spoznate. Torej, jaz sem Nina, sem oddelčna urednica za področje poezije že 1 leto. Predtem pa sem v sami reviji Liter jezika tudi sama objavljala kot avtorica. Pa mogoče lahko začnemo kar z nagovorom. Bi za začetek k besedi vabila doktorico Miro Krajnc-Ivić, predsednico Slavističnega društva. Hvala za besedo, pa presenetile ste me, da sem prva tukaj. Tako da se malo umikam od vas. Lahko se sedem sem? Ja, super. Hvala. Torej, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Rada bi vas, zahvaljujem se vam za povabilo in tudi za besedo. Rada bi vas pozdravila vse najprej v imenu Slavističnega društva Maribor. Slavistično društvo v bistvu sodeluje pri izdajanju Litra jezika in imela sem tudi to priložnost, da sem lahko malo že pokukala v vašo revijo in jo pogledala, tako da me zelo veseli pravzaprav, da revija na nek način sledi tradiciji, kar se vsebine tiče, v smislu, da vsebuje še vedno poezijo, prozna dela, tokrat so tudi kritike spet po novem in tudi intervju. Tudi na nek način so teme podobne, kolikor sem lahko gledala, vedno gre za neke odnose, ljubezenske teme, eksistencialne teme in zelo, zelo me veseli, da so poleg novih avtoric pri reviji vztraja kar 11 v bistvu avtoric, avtor, ki že, bomo rekla, 2 ali več let sodeluje. To so Urška Vozelj, Danijela Konc, Nina Vinšek, Rebeka Mikša, Nik Škorjanc in tako dalje. Jaz se opravičujem, ne bom se jih naštevala. Veste pa vsi, koga imamo v mislih. Tako da izpostavila bi eno misel iz revije in sicer je bilo zapisano, človek je lahko res čisti nič in popolnoma vse. In ta misel me je pravzaprav spodbudila k temu, da sem razmišljala o tem, da bi vam povedala eno kratko zgodbo iz indijske mitologije o Adiju Šankari, ampak zgodba je dolga in pravzaprav predolga zdaj za to zadevo. Zato bi jo strnila v tiste bistvene stvari, ki so za ta vers na nek način značilne ali s tem verzom povezane. Torej, Adi Šankara, kot rečeno, je bil znan indijski modrec in je zelo, zelo mlad pravzaprav imel priložnost, da je bil že učitelj in je s svojimi učenci potoval po Indiji in na eni od teh romarskih poti je na pot mu stopil nek zelo neznan tujec, mleča, nedotakljiv, umazan moški s svojimi 4 psi. Seveda so ljudje v njegovem Ankarinem spremstvu takoj skočili, češ, da se naj ta umazanec, oseba izven kastnega sistema takratnega, umakne s poti uglednemu učencu. Čeprav je bil Šankara takrat star šele 20 let, pa je bil že ugledni učenec. Ne? Tujec se ni pustil motiti, gledal je Adi v oči in v tistem trenutku je Adija vprašal, kaj želiš? Želiš, da umaknem vse to atman ali to meso, ki mu pravite telo? In Ankara je v tistem trenutku spoznal, koga ima pred seboj, da je to sam Bog Šiva in ugotovil je tudi svojo napako. In takrat je pravzaprav seveda svojim spremcem povedal, da naj ga pustijo in se zapletel v pogovor Šivo. Kaj vse je takrat Adi Šankara izvedel od Šive, ne sodi v to zgodbo. Kar je pomembno je, da proti koncu pogovora se Adi ni mogel zadržati in je vprašal Šivo, kako si to naredil, kako dosežeš, da je nekaj videti kot nekaj drugega. In
Bog Šiva, ki bi seveda lahko molčal, je odgovoril in dejal mu je: pri tem mi pomaga moja vrhunska čarovnija, natančneje, moja vrhunska čarobna spremljevalka. In takrat se je izza Šive pojavila Maja. Tako kot velja za nas omen est nomen, je takrat v Indiji tudi veljalo, to isto reklo. In Maja, ne vem, če veste, Maja pomeni ma, ni in ja, to. Torej, Maja je to, česar ni. In medtem, ko je Šankara torej občudoval to lepoto tega, česar ni, je Šiva dejal: sprašuješ se torej, kako sem preslepil tvoja čutila in se ti pokazal kot zanemarjen in nedotakljiv. Toda, kaj misliš, kaj je ustvarilo vse ostalo? V tistem trenutku se je Maja Šankari seveda nasmehnila in naenkrat se je pred Šankaro odprl svet, kot si ga je Šankara vedno želel. Njegove želje niso bile vezane na materialno bogastvo, temveč na pravični svet, na poštene ljudi, da bi v vsakem srcu bilo znanje, ljubezen, mir za vse. In Šankara je imel priložnost, da bi segel po tem svetu. Samo Maji bi moral dati roko. Skoraj da je to že naredil, ko se mu prešine, da to pravzaprav ni svet, kakršnega si želi. Da je to sicer svet po njegovih željah, ampak to ni svet, kakršen je, to ni resnični svet, to ni resničnost. In zaradi tega je spustil roko. Res je, morda se vedno znova sprašujemo, kdo smo, kam smo namenjeni, kakšen je naš smisel. Verjetno se lahko kdaj postavimo tudi v položaj Adija Šankare. In tako kot je ta prigoda ali ta dogodek spremenil njegovo življenje, upam, da boste našli čas za to, da boste to zgodbo v celoti prebrali in se ji še bolj v miru posvetili. Reviji pa vsekakor želim dobro popotnico. Hvala. Super, se sliši. Torej, najlepša hvala za to zgodbo. Se mi zdi, da to je bil pravi korak v sam literarni večer. Zdaj mogoče bi lahko kar nadaljevale. Ja, v bistvu zdaj za nadaljevanje pa bi na oder zelo lepo in toplo povabili tudi predstavnico, predsednico oddelka za slovanske jezike in književnosti na Univerzi v Mariboru, doktorico Blanko Bošnjak. Prosim. Najlepša hvala za povabilo k besedi, k današnjemu res tako zelo pomembnemu dnevu oziroma literarnemu večeru. Cenjene obiskovalke in obiskovalci, drage kolegice in kolegi, drage študentke in študenti in dragi kolega, redni profesor, doktor Miran Štuhec, ustanovitelj revije z ekipo, a ne, študentsko v tistih letih, ko se je revija ustanavljala, Liter jezika. Tako, z ekipo. Tako. In tako pravzaprav smo danes sklenili miselni krog z začetkom in zdaj smo tukaj v sedanjosti preko te zgodbe, ki je bila res tako navdihnjena za premišljevanje še naprej, ki smo jo poslušali od kolegice Mire, bi želela, da ta navdih ostane še naprej v današnjem večeru med nami, ki nas bo prav gotovo izjemno bogatil in navdahnil. Zdaj bi želela z vami deliti tudi eno kitico,
pravzaprav pesnika Aleša Mustarja, srednje generacije, rojenega 1968, ki je v prvi številki letošnje literature objavil pesem z naslovom Grobovi. In sicer bom prebrala prvo kitico z naslovom Prvič Silvija Plath, Ted Hughes. Na precej zanemarjenem pokopališču nagrobnik prekrivajo visoke trave, da ga komaj opaziš. Zraven Silvinega je nekdo spraskal Tedovo ime. Dežuje in je eden tistih dni, ko bi tudi sam najraje utaknil glavo v pečico. Se bodo oboževalci, ko bova v smrti obležala skupaj, lotili tudi mojega imena? Upam, da ne. Saj sem že leta povsem zgleden pesniški sopotnik. Konec citata. Ali ni morda v prebranem odlomku zaznati neke vrste samoironije lirskega subjekta? In vprašanje, ki ga lahko iz te domneve izpeljem, ali se morda kdaj bojimo lastnega literarnega uspeha. Pričujoče avtorice in avtorji zelo uspešne literarne študentske revije Liter jezika se morda tega ne sprašujete. Saj z mladostnim žarom najmlajše generacije v svojih tekstih izpovedujete pomembna eksistencialna vprašanja. Na današnjem tako izjemnem literarnem dogodku boste avtentične pričevalke in pričevalci ponotranjenih literarnih podob, tem, občutkov, svetov in še česa. Z iskreno hvaležnostjo se vam ponujem kot poslušalka. Sicer pa brez Mariborske knjižnice, Slavističnega društva Maribor, oddelka za slovanske jezike in književnosti in ekipe okrog revije Liter jezika, današnjega dogodka ne bi bilo. Tako da vam vsem velik hvala. Že naslovna stran te tiskane revije, zadnje številke, ki sem jo dobila že v PDF obliki od glavne in odgovorne urednice, Daniele Konc, hvala. In sem si jo tako res z velikim veseljem pogledala in si zanjo vzela čas, še preden mi je prišla v roke tiskana izdaja. Lahko rečem, da je že ta zunanja njena oblika nekako skrivnostna. In še bolj lahko rečem, se je to pokazalo, ko sem se nekako potopila v branje vanjo in se sprehodila v preteklost, v prihodnost, v brezčasje, ki je nekako se prepletalo z ustvarjalnostjo, ki kar nekako sije iz teh tekstov zadnje številke revije Liter jezika in tudi vseh ostalih, lahko rečem z veliko gostovostjo, nekako se je začelo vse prepletati tudi z mojimi spomini. In če povežem to z odlomkom iz romana Maje Haderlap, Angel pozabe v prevodu Štefana Vevarja, citiram: Angel pozabe je najbrž pozabil zbrisati iz mojega spomina sledove preteklosti. Vodil me je skozi morje, po katerem so plavali drobci in ostanki. Moje stavke je luča obplavajoče črepinje in razbitine, da se tam ranijo in se nabrusijo. Dokončno je snel podobici angelov znad moje otroške postelje. Nikoli mi ta angel ne bo stopil pred oči, ne bo se utelesil, izginil bo v knjigah, postal bo zgodba. In tudi meni se je zgodila zgodba v mojih študentskih letih. To zdaj prvič delim z vami. Ta zgodba je imela kratek, zelo suh naslov Muha in sem jo celo poslala na nek natečaj, sem že pozabila kakšen, dobila prvo nagrado, a ni bila objavljena. Tako da je danes izgubljena. Morda se valja v kakšnem zaprašenem kotu, ne vem. Če jo najdem, vam jo preberem.
Torej, najlepša hvala za uvodni nagovor tudi strani oddelka. Torej, pa. Ja, zdaj pa bi se zahvalili še z naše strani, torej uredniške ekipe Mariborski knjižnici, ki je danes tako prijazno vskočila, nam pomagala organizirati ta večer in ne samo ta večer, tudi promocijsko so nam izredno pomagali, tako da se v imenu celotne ekipe zahvaljujem obema prisotnima danes tukaj, pa tudi drugim kolegom iz knjižnice, ki so prišli. Tako da bi mogoče na tej točki povabila kar pomočnika direktorja Mariborske knjižnice, magistra Igorja Černeta, da vam nekaj pove. Zahvaljujem pa se tudi gospodu direktorju, ki je danes tukaj z nami. Hvala. Jaz bom kar tak naredil dela. Ja, kaj povedati? Ko sem se danes sprehajal iz Tabora, kjer živim, proti Sodnemu stolpu in razmišljal, kaj naj povem, sem se vsekakor najprej pričel spraševati, zakaj sploh pisati? Zakaj svoje misli, svoje besede, svoje občutenja deliti s svetom? Pa sem se najprej sprehodil tam mimo knjižnice Tabor pod stanovanjem Toneta Partliča. Malo naprej me je na levi strani pozdravila trafika s podobo Turka, ki jo lahko najdete v Severnem siju Draga Jančarja. Prečkal most, Sebastianin most, se sprehodil po glavnem trgu, kjer nam končno gradijo dostojno enoto Mariborske knjižnice, srečal Mariborko in prišel sem. In sedaj, ko gledam vse te vas, avtorice, avtorje, ki pišete, se ponovno sprašujem, zakaj pisati? Zakaj v današnjem svetu, ki je obtežen z materialnim, z pehanjem, za tehnološkim napredkom, sploh zapisati neke besede? Menim, da je človek dvojnost. Dvojnost razuma in dvojnost uma. Razum je tisto, kar nam je vsem dano. Vzrok, posledica, 1 + 1 je 2, 2 + 2 je 4 in tako naprej. Tisto, kar nas pa morda dela drugačne od preostalega živalskega sveta, pa je um, da v tistem, kar je splošnost, kar je nekaj, kar vsi razumemo, najdemo nekaj več, nekaj abstraktnega, nas nagovori, nam da nek čut, da si zaželimo, da bi to delili s svetom. To je tudi tisto, kar po mojem mnenju predhodi vsemu tehnološkemu napredku. Najprej je človek razmišljal. In da počasi zaključim, če so meje mojega jezika, meje mojega sveta, vam vsem srcem želim, da širite svoj svet. In še s filozofsko mislijo, s filozofskim izhodiščem, ki je čudenje, nikdar se ne pozabite čuditi. Želim vam lep večer. Najlepša hvala za te besede. Zdaj mogoče bi jaz najprej predstavila, kako je revija sploh sestavljena, da lahko gremo naprej. Torej, sama revija je torej iz 3 področij, to je poezija, proza in pa kritika ter članki. Zdaj najprej za začetek bi mogoče vstopili lepo v samo poezijo in bom jaz prebrala svojo uvodno besedo. Torej, umetnost smo mi. Lahko smo umetnost, če se zavedamo, da smo umetnost. Umetnost je zame vse. Umetnost je lahko zate vse ali pa ni nič. Odvisno od spoznanja, kaj si in kaj nisi. Kako gledaš nase, kako gledaš vase. Vsi ljudje imamo pisano paleto lastnosti, ki jih nosimo v sebi. Značilnosti so dobre, kot tudi slabe, predvsem v kulturnem smislu. Lahko pa so samo dobre ali pa samo slabe. Kaj je dobro in kaj slabo se odločaš sam. Kako boš svojo slabost pretvoril v dobrost ali svojo dobrost v slabost, vse to je modrost. Svojo zbeganost, nejevoljo in razklano miselnost sem sama umetninila. Beseda je lahko torej vse, lahko je nič,
Beseda lahko boli ali pa te utopli. Beseda te lahko proda, z besedo lahko prodaš. Sama verjamem, da je beseda zaklad človeka ali pa človekov največji sovražnik. Lahko mu je orožje ali pa je človek njena žrtev. Beseda je moč. Vse prebrano je lahko za nas oziroma zate le filozofija, lahko je zate nesmisel, lahko je zate popisan list, ki pomeni nič, lahko pa je zate dejstvo, smisel. No in tako bomo zdaj torej vstopili v samo pravljico poezije, pa mogoče bi začela kar z samimi avtorji. Torej najprej bi na oder povabila Tinkaro Kosi, da se nam pridruži in pa da prebere svoje dela. Lep pozdrav. Prva pesem je, naslov pesmi je Hidra, je pa nastala iz nastajanja mojega magistrskega dela, iz teme prekomernega razmišljanja, s katerim se verjetno že vsi srečujemo vsaj enkrat v življenju. In gre takole. Hidra. Čudovit spekter, spektakel uma, nebrušen kristal, vir mračnega suma. Zrem ti v dušo in ti vame nazaj. Kričete odganjam, me vprašaš, zakaj? Lepota na steni, zazanko nad tlemi. Ob smrti želja se ni nič spremenilo. Kot odpovedanje polet, omamljeno gomilo. Teče naprej, razloge prebija. Skaču na vrato, luskine zažira. Za željo, s silo, v neslišen poboj, znova in znova se izmika spokoj. Naslednja pesem je Urednik in siva streha. Tukaj boste ugotovili, da sem zadnji dve kitici nekoliko spremenila. Tako kot ta pesem, kot pesem Hidra, bosta išle v mojem prvencu, pesniškem prvencu. In kot vsak avtor, ki je samokritičen in najbolj strog sam do sebe, sem tudi to pesem morala spremeniti. Svet je napolnjena obscena. Knjiga, v kateri razkazujem čute. Napisana je lahko brez mojih besed, a vanjo še vedno vrivam stavke. Kjer narava je utvara in osuplost zdi se kot prevara. Tam solzne oči v zrcalu, same sebi so lastni teater. Tega sveta ne mislim več, vračam ga v prazno. Premajhen je odveč, odpadek natančno. Izpostavljen bedastoči, bi rad ostal osamljen, z iglami v očeh, omamljen in vesel, a okrvavljen. Tinkara, mogoče preden greš, bi ti jaz dala Tinkara, evo ga, jaz si vam dala eno vrtnico, ker že sama vem, da si tudi lani lepo sodelovala, evo ga izvoli, najlepša hvala, tako da lahko nadaljujemo. Zdaj bi pa mogoče kar naprej povabila po vrstnem redu avtorico Evo Cimerman. Lahko se pridružiš. Jaz bi morda kar sedla, če lahko. Danes sem že imela nastope, ampak tega me je posebno strah, ker je od mojega zadnjega deljenja pesmi minilo 7 let. Tako da morda z tega vidika, ne, smo se že pogovarjali o tej veri vase, ne, samozaupanju, pa o tem tudi govori na nek način moja prva objavljena pesem z naslovom Ljubeči svet. In ti zmoraš osvojiti svet,
ne z lažnim nasmehom ali neiskrenimi besedami, ampak s svojo vztrajnostjo in odločnostjo. Toliko si, da je izziv sprejeti tvojo veličino, a tisti, ki so vredni, jo bodo izbrali z odprtimi rokami in čuvali kot zadnji drobec sreče, se opirali nanj, dokler ne nastane iz njega kup ljubezni. Na koncu bodo stali ob tebi, tistim boš rekla hvala in jih objela tako močno, da bodo vedeli, oni so svet. Pa še druga pesem, ki govori o temi minevanja, tudi izgube, s katero se srečujemo na različne načine, ne? In o tem, da smo, pa nas ni, da se pač vse lahko zelo hitro spremeni, in v tem, da bi v resnici sicer morali iskati tisto oporo v sebi, ampak pogosto, če je ne zmoremo najti, pa so zato tukaj tisti, ki verjamejo v nas, no, če že kdaj sami ne zmoremo. Tako, in naslov je Zaustavljena. Zavita v črnino hlastam po zraku, ki je predaleč, da bi ga lahko zajela. Sem, pa me ni. Gledam, a ne vidim. Smisel je tako daleč proč, a vendar ga moram poiskati. V kotičku zakrnile duše, v skoraj nedosegljivem soncu, v tebi, ki čakaš, da znova zadiham. Hvala, Eva, tudi tebi. Evo ga. Izvoli. Hvala. Okay. Pa bi jaz kar na oder povabila avtorico Špelo Kšelo, da se nam pridruži. Jaz nimam zdaj kaj dosti za povedati, tako so imele punce pred mano, ja bom kar prebrala. Jutranja meglica pade na oko, v srcu pa zjeva praznina. Upanja polna zazre se v nebo, na njenih očeh pajčevina. Odzvanja v ušesih kričanje ivran, ob njej pa le temna esenca, ždi nad glavo vso noč in ves dan preklete svetlobe absenca. Jo ljubiš mogoče na ta svoj način, katerega pač ne razume, je listje že v barvah, odganjaš spomin in vonjaš še njene parfume. Ko zadnji žarek poboža obraz, preden začne deževati, da spere tesnobo, utišanjen glas, ti vedel boš, ki jo iskati. Hvala. No, mi pobegniti. Najlepša hvala. Pa lahko nadaljujemo z avtorico Nušo Ornik. Jaz imam dve pesmi, ki jo bom prebrala. Prva je Darilo. Vsakdanjik, ovit v nov papir, predan naprej v isti darilni vrečki. Tokrat si ga pač dobil ti. In vesel si, ker takšne darilne vrečke še nimaš, ker ti zdaj ni treba v trgovino ponovo. Zdaj lahko svoja jutra položiš v to vrečko in jih predaš naprej. Morda sem malo obrobljena, a saj ne bo nihče opazil. Tudi ti nisi, ko si odvijal vsakdanjik z okrušenim pokrovom, ko si ga brez slabe vesti takoj naslednji dan pospravil v klet. Zdaj polagaš svoja jutra v darilno vrečko in upaš, da ni vidno, kako odrgnjena so ob robovih. Druga pa je Vanilja. Vanilja me spomni na slovo, na zapiranje vrat, ko so odhajali iz hiše. Zatem je sledilo olajšanje, ker je končno spet mir, ali pa žalost, ker jih še dolgo ne bom videla. Vanilja je spremljala tudi mene, moje korake skozi vrata, včasih skok skozi okno in pristanek na mehki travi. Vanilja me očisti invazivnih misli. Poskrbi, da odidejo skozi zadnja vrata mojih možganov, preko hrbtenjače in ven pri trtici.
Z vaniljo se umivam vsako jutro, odstranjujem nesnago sebe, ostane samo sladek von, ki me naredi neosebno. Zaradi vanilje me ščemi po celotnem telesu, ježijo se mi dlake na rokah, njen okus se mi pretaka po žilah, obišče vsako celico in jo pusti nespremenjeno. Vanilja me zastruplja, zaradi nje se levim vsak teden, koža se mi najprej začne lupiti z čela, na koncu jo praskam s komolcev. Vsaka plast je bolj intenzivna, dokler ne začnem trohneti od znotraj. Propadajo mi jetra in ledvice, nisem več plodna in ne morem dihati. A mi ni mar, kajti jaz sem vanilja. Dobro. Se mi zdi, da so to vsi avtorji, ki so načrtovali danes brati svoje dela. Zdaj mogoče, da nekako zaključimo ta naš del poezije, pa bi za konec še sama prebrala eno svojo pesem, samo da jo najdem. Pa bom prebrala pesem z naslovom Rada. Ta je nastala, bom rekla, nekako po razmišljanju, ker se mi zdi, da vsak človek je včasih sebi premalo. Tako da bom kar začela. Rada bi bila vse. Rada bi bila to, rada bi bila tisto. Rada bi pojedla cel svet, celo znanje, ki ga svet premore. Rada bi postala to, rada bi postala tisto. Rada bi se preizkusila v tem, rada bi se preizkusila v tistem. Rada bi spoznala, da sem premajhna za ta svet. Da ga ne morem pojesti, lahko ga le vdihnem. Malo po malo in kljub temu z veliko žlico. In da spoznam, da tudi če ne morem tega in tistega, da se lahko imam kljub vsemu rada. Hvala. Torej, mogoče bi tu jaz kar zaključila s področjem poezije, pa bi se zahvalila res vsem avtorjem, ki ste svoje prispevke dodelili oziroma podelili z nami. Mogoče bi še to omenila, da res, ko sem prebirala vse prispevke, da sem videla, da res v vsakem delu se najde ogromno bogastvo. Tako da res še enkrat hvala. Torej, hvala Nina za predstavitev področja poezije. Mi sicer smo nekako zaključili s poezijo, a še vseeno se bomo o poeziji vseeno pogovarjali. Pa sem v bistvu tudi v uvodnem nagovoru zapisala ene verze, ene pesnice, znane ne samo po Sloveniji, ampak tudi po svetu. In sicer grejo pa takole, mogoče ugotovite, kdo je. Kako izruvati vse svoje vitice in jih preseliti, pustiti, da jih nekaj odmre, trmasto pognati nove, četudi se bo podlaga uprla, se razrasti, narahlo, v vse smeri, tudi proti naklonjeni svetlobi, četudi ne za stalno. Torej na oder z največjim veseljem in užitkom vabim Nino Medved. Ja, hvala Daniela, to si krasno prebrala, res. Ja. Mene je bilo malo strah, kakšna bo ustna interpretacija, ampak me veseli, da ti je bilo všeč. Torej, z nami je danes pesnica, svetovljanka, ljubiteljica besede, torej Nina Medved, in zelo smo počaščeni, da si danes kljub vsej gužvi, ki jo imaš trenutno v življenju, vseeno vzela čas in prišla na našo druženje. Pa bi se v bistvu bi kar, imaš kakšno uvodno misel mogoče za
Ja, uvodna misel je vsekakor čestitke, ne, Liter jezika in uredniški ekipi, ki vem, da je morala kar nekaj tednov delati, da je eno tako debelo knjižico 100-stransko ne spravila skupaj, ampak tudi vsem avtorjem, ki ste danes tukaj in tistim, ki morda manjkajo, pa so bili objavljeni res. Izid ene take revije je velika stvar. In hvala, no, ker sem lahko z vami ob tej priložnosti. No, hvala tebi. Bi pa v bistvu rekla, da je Nina Medved letos že drugič v naši reviji kot v bistvu uvodna misel. Tudi lani je naša prejšnja urednica, ki je tudi danes z nami, Ajda Strajnar, tudi uporabila verze iz Drsečega sveta. Pa bi v bistvu torej, kot sem rekla, šli kar na začetek. V tvojih delih se v bistvu nekako prepletajo poezija, literatura in umetnost v bistvu na številnih ravneh oziroma področjih. Kako pa v bistvu sama vidiš oziroma dojemaš samo vlogo literature oziroma poezije v tem našem svetu? Oziroma v svojem življenju tudi, a ne? Knjige so bile nekaj, kar je v bistvu ves čas bilo prežeto v mojem življenju, vse pore. Se mi zdi, da tisti, ki pišemo, ki radi beremo, ne, se pogosto prvič srečamo s tem, ko nam že starši mogoče prebirajo kakšne pravljice zvečer pred spanjem ali pa nas peljejo v knjigarno, pa si lahko izberemo recimo knjigo ob koncu šolskega študijskega leta ali pa ne, čakamo za Božič, kaj bo, ne, le kaj je tiste kvadratne oblike zavito v lep ovijalni papir, a je to knjiga, ne, super. Kasneje pa to seveda postane nekaj, oziroma že sproti postaja nekaj globljega, ne? Nek globok stik z drugimi ljudmi, s svetom, z drugimi kulturami, z drugimi načini življenja, drugimi življenjskimi usodami, ki jih lahko spoznavamo preko branja na en tak zelo, kako bi rekla, ekonomičen, preprost način lahko vstopamo v svetove drugih. Ne stane nas dosti, zelo preprost dostop je, ni treba iti daleč, ponavadi je dovolj že do prve knjižnice, ne. Izpostave mariborske knjižnice so verjetno za večino od nas tukaj, predvidevam, da smo Mariborčani, tudi tisti prvi prostor, skozi katerega prihajamo v stik z literarnim ustvarjanjem. In ja, na nek način je umetnost, literatura nek prehod, neko okno, nek stik, vez z drugimi, sploh še posebej v današnjem svetu, ko se hitro izgubimo, ko je tempo velik, ko so obveznosti, ki jih terjajo od nas, visoke. Je mogoče to en tak prostor, vsaj za mene ostaja, v katerem se spomnim, kako je biti človek, no, na različne načine in me to vrne nazaj k sebi. To je zelo, zelo lepa misel, o kateri si pravkar spregovorila. Bi me pa v bistvu zanimalo, tudi sama imaš zelo veliko ljubezen do jezikov, ne samo do literature in ustvarjanja. Kako pa vidiš, da se ta ljubezen do jezikov v bistvu odraža v tvojih delih? Sploh tudi, kako ti je v bistvu tudi koristil sam študij primerjalne književnosti in pa francoščine? Ja, jaz sem izbrala takrat, tako kot si omenila, primerjalno književnost in pa francoščino. Če bi šlo, bi to kombinirala še s prevajanjem, ampak takrat, nažalost, jaz te možnosti nisem imela, no. Danes imajo študenti malo drugačno izbiro študijskih smeri. Vsekakor so pa to področja, ki se med sabo odlično vplajajo, dopolnjujejo, včasih tudi zrcalijo na različne načine. In dajo eno tako bogato podlago za to, kako gledaš na svet in na sebe, na svoje izražanje, na vse, kar v bistvu nekako najdeš v družbi, ne? Lahko skozi jezik, skozi besede, skozi intonacijo, skozi slog, nekako raziskuješ, analiziraš, ali kako naj rečem.
Ni tako jasno področje kot recimo medicina, zelo jasno, kaj boš počel, greš študirati medicino, boš zdravnik, take ali drugačne sorte. Ne. Jeziki in književnosti se pa prepletajo v toliko različnih pol človekovega delovanja, da se pravzaprav vse posod lahko nekje malo zraven naredijo en nastavek in odprejo nekaj več. Tako da recimo tudi z mojimi bivšimi sošolci, zdaj ko že imajo različne službe, pa so šli karierno v različne smeri, šele potem vidiš to široko pahljačo nekih življenjskih poti, po katerih se lahko podamo. Nekateri so šli v turizem, drugi prevajajo, tretji poučujejo jezike, četrti so novinarji, peti delajo v knjižnicah, šesti so avtorji, sedmi so kritiki, osmi producenti kulturnih dejavnosti in tako naprej. Ja, mislim, to je eno neskončno igrišče, skozi katerega vstopate v svet. Ja, res je, tudi prevajalci ostali imamo tudi zelo pomembno vlogo tudi pri tem in smo zelo veseli, torej, da imamo tudi danes možnost prevajanja in pa ustvarjanja torej, na veliko katerem področju. Bi nas pa, oziroma mene v bistvu zanimalo, tvoja zbirka Drseči svet, jo imaš danes tudi zraven, sem opazila. Ja, tvoja zbirka je doživela izjemen odziv in od publike bila je nominirana za knjigo na svetu, na dnevu poezije in pa na festivalu Urška je tudi bila nominirana. Pa me zanima, kaj te je navdihnilo, ko si pisala to zbirko in od kod izvira ime? Ja, to je pravzaprav moj prvenec. Nisem človek, ki bi zelo hitel pri 30. letu prvo knjigo izdati in to je do sedaj moja edina knjiga v tej obliki izdana, drugo je šele na poti. Tako da je jasno, da je morala zajeti zelo široko snov. Če ne izdaš ravno na 2 leti knjige, to pomeni, da boš toliko več stvari spravil v tisto, ki jo boš pa dal končno od sebe. In zato ima tudi tak velik naslov Drseči svet, ker nekako zajema mojo izkušnjo odraščanja, ampak ko rečem odraščanja, ne mislim iz tistih malih nog pa potem v človeka, ampak razpira zelo specifično plast odraščanja iz mladega človeka, iz najstnika ali pa recimo že v bistvu mladega odraslega v polno odraslost. Nekaj, kar se je včasih zgodilo, mislim, v hipu s prvo službo, s prvim otrokom, s prvim nekim velikim prehodom v odraslost. Zdaj pa to postaja eno tako malo daljše, lepo, posebno obdobje, ki je polno vprašanj, dogodkov, ki nas zaznamujejo, mogoče izgubljanja nam ljubih oseb ali pa na drugi strani raziskovanja možnosti, po katerih se lahko v življenju podamo, kdo so ljudje, ki nas ob tem spremljajo, s kakšno popotnico nas zadnje vstopamo nekako v ta svet. In drsenje, zakaj drsenje? Podlage so za mlade ljudi danes vse manj trdne, vse manj stabilne. V vsakem trenutku se ti tla lahko spodmaknejo pod nogami, pa že več nimaš tiste opore, ki si jo mogoče nekako uspel izboriti in moraš znova naprej, znova samega sebe izumljati, iskati načine, iskati tudi voljo na vse zadnje do življenja in do ljubezen do sebe in do tega, kakšen odrasel človek boš postal. Tako da ja, v Drsečem svetu se je težko spostavljati kot mlad človek in poseben izziv je to. Zato pa je treba pogumno po tej poti. Tako je, ja, treba pogumno
Naprej, ja. V bistvu si tudi o svoji zbirki zapisala, da je zelo intimna zbirka in da povzema trenutke, ki jih v takšni ali drugačni obliki doživlja vsak mlad človek, kot smo tudi zdaj imeli malo retrospektive. Kako pa sama vidiš vlogo umetnosti pri reševanju teh družbenih in eksistencialnih vprašanj, ki nas spremljajo v sodobnem svetu? O tem sem se v bistvu dolgo spraševala. Sploh sem imela eno obdobje tako malo krizo, ker se mi je zdelo, da preprosto ene stvari v življenju moraš zagrabiti z obema rokama in se lotiti karkoli je že tisto, kar te v družbi muči, pa bi rad popravil, pa se ti zdi krivično ali pa narobe, ali pa da preprosto potrebuje, da se nekdo pobriga za to. In se mi je dolgo časa zdelo, da preprosto to lahko dosežeš sam z neko tako osebno aktivacijo, da se preprosto lotiš nekega projekta, da se skupaj s prijatelji združiš, pa probaš nekaj narediti. In da mogoče literatura včasih, dosti sem razmišljala o tem, ja, a literatura lahko naredi to spremembo, a lahko premakne druge, a jim lahko odpre neko, jih navdahne za to, da se borijo za nek lepši svet. In ja, zmore, je pa seveda to dostikrat tudi težko, ne. Najti prave besede, na prav način nekako strniti te svoje največje strasti, je včasih najtežji pisateljski izziv, ne. Tisto, kar te najbolj preganja in polni tvoje srce, je včasih najtežje ubesediti. Sploh pa na ta način, da premakne potem tudi drugemu. Tebe še mogoče, ne, ampak tudi druge, to pa je potem tista prava umetnost besedna. In všeč mi je tudi, kadar se to dvoje malo združi. In pisanje z potem recimo nekim širšim aktivizmom ali pa tam, kjer pisanje stopa v stik z drugimi ljudmi, tako kot počnete tudi vi, ne? Recimo z izdajanjem revije, stopate v stik z drugimi in jih povezujete in jim odpirate ta prostor. Ja. Ja, res je, hvala. Spreminjate svet, Ja. malo pa malo. Ja, tako je, ja, hvala za to misel in pa, kot sem že prej omenila, retrospektivo tudi v naše samo delo. Me pa tudi zanima, ti si tudi prevajalka, poleg pesnice in pisateljice si tudi prevajalka in bi rekla, mi ko prevajamo, ker sem tudi sama prevajalka in se srečamo velikokrat z različnimi konteksti, žanri in pa tudi različnimi težavami, konflikti mogoče tudi. Pa me v bistvu zanima, kako je v bistvu prevajanje vplivalo na tvoje lastno torej dojemanje literature in pa kaj te najbolj privlači oziroma navdihuje pri prevajanju francoskih avtorjev. Pravijo, da je prevajalec eden izmed najbolj poglobljenih bralcev literarnega dela, ne. Poznamo različne vrste branja in zagotovo stopamo v knjigo vsakič z drugim razlogom, ne, zakaj posežemo ravno po tistem besedilu. Prevajalec je pa tisti, ki ne samo, da jo prebere, mora tudi poustvariti potem to delo, najti besede v drugem jeziku, ki bodo nekako na podoben način, s podobnim učinkom pristopile do bralcev. In kar se mogoče na prvi pogled zdi, da lahko brez problema nekako preneseš med jeziki, se potem, ko pa je treba to delo, to prevajalsko delo opraviti, izkaže za trd oreh, ne. Ene besede, izrazi, nakloni, plasti jezikov pač ne obstajajo v vseh jezikih ali pa obstajajo v nekih drugih oblikah, ki že dajo nek drug zven, drug ritem, drug končni učinek in treba je biti kar spreten, da znaš potem vse to dobro uskladiti, da deluje med sabo. In če se tako poglobljeno ukvarjaš z nekim jezikom, z nekimi možnostmi tega, na kak način lahko govorimo o svetu ali pa z deli neke velike literature, kot je francoska, je jasno, da se ti potem te stvari tudi zapisujejo v tvoj jezik in grejo s tabo naprej, ne. Seveda obstaja neka svetovna zakladnica literature, s katero se vsi spoznavamo, ampak te nacionalne literature, tako kot je slovenska, francoska oziroma frankofona in druge, imajo pa ene specifike in raziskujejo
malo različne smeri. Tako da ti vplivi so potem tudi na avtorje malo drugačni, ne? Če se seveda tako poglobljeno lotiš ene izmed njih. Ja, res je, torej od pesnice do prevajalke pa smo prišla tudi do vodje in direktorice, ja, to sem jaz prav videla, direktorice in ustanoviteljice Zavoda za poetizacijo sveta, 2 luni. In kaj te je v bistvu najbolj motiviralo, oziroma kaj je bil povod za ustanovitev zavoda in kakšne cilje ste si s tem zastavili? Ja, imenujeta se 2 luni, gre za majhen zavod, znotraj katerega poskušamo uresničevati različne umetniške projekte, predvsem posvečene poeziji ali pa nekako v širokem smislu neki poetičnosti, ki jo poskušamo vnašati v vsakdanjik ljudi. Moje delo je sicer organizacija literarnih dogodkov z različnimi organizacijami, ampak tam, kjer nekih svojih recimo ustvarjalnih idej pa projektov ne uspem speljati z drugimi, jih pač lahko pod okriljem 2 lun. Dosti se ukvarjamo tudi s podporo mladim ustvarjalcem, ki rabijo dosti spodbude, dosti priložnosti za to, da lahko razvijajo svoje osebne poetike in da se okrepijo, pa tudi da okrepijo svojo samozavest kot ustvarjalci. In to je to, kar počnemo. Res je. No, poleg torej vodenja zavoda pa se tudi sama udeležuješ različnih projektov in pa dogodkov v Mariboru in Sloveniji in po svetu. Pred kratkim si tudi bila v Salzburgu na branju, ja, tako je. Pa da se dotaknemo mogoče tudi tega, kako to, da si danes prišla sem kot literarna gostja, ko sem te jaz tako klicala, pa sem tako, joj Nina, prideš mogoče danes, mislim danes maja k nam, pa bi v bistvu tukaj omenila, da smo se tudi midve spoznale na Slam večeru, dogodku, ki ga organizirajo Slam zverine. Pa bi mogoče te vprašala, ker si tudi sama bila nekaj časa voditeljica, predsednica društva Slam zverine, da nam mogoče poveš, kako bi sama opredelila ta relativno nov pojem, ki se uveljavlja v samo slovensko sceno, torej slam poezija, in pa kako vidiš razvoj slam poezije v Sloveniji in kaj misliš, da je, oziroma meniš, da je njena vloga v tem našem literarnem svetu? Ja, ko smo pred 8 leti, 8 let postaj to, dobrih 8 let nazaj, ustanovili ekipo Slam zverine, smo to naredili pravzaprav zato, ker smo pogrešali to družbo v ustvarjanju. In skozi to druženje ob ustvarjanju novih pesmi in nastopov in dogodkov, ki smo si jih želeli organizirati v Mariboru, smo pridobili nova prijateljstva, ogromno novih ljudi spoznali, svoje ustvarjanje smo lahko na ta način tudi predstavljali drugim in pa pomagali pač drugim mladim, ampak tudi ne nujno mladim, ne, najstarejša tekmovalka recimo na naših dogodkih je bila stara 84 let. 2 taki smo imeli, gospa Marija in pa gospa Mojca, ki sta prihajali. To je res bilo eno tako polje, oziroma še zmeraj je en prostor, ki se je pač odprl, v katerem so tisti, ki obožujejo poezijo in ki jo tudi radi v živo poslušajo, ne samo berejo, so si lahko znotraj slama v bistvu to si lahko med seboj delijo. Zdaj ekipa gre naprej, dogodki se odvijajo naprej, nove generacije so tukaj, kar se mi zdi prav, tako kot se literarni jezik recimo uspešno prenavlja, ne, iz ene uredniške ekipe v drugo, je lepo videti, da te stvari ostanejo in rastejo naprej in z vsakim novim človekom, ki pride zraven, dobi neke nove značilnosti in nove
možnosti izraza. In na podoben način potem to deluje tudi v drugih krajih po Sloveniji, ne, kjer se odvija. Nekateri kraji so sicer zdaj že malo nehali delati sleme v tem času, ker je pač tisti prvi kreativni zagon malo pojenjal, drugi kraji so se užgali. To je kot en tak ogenček, ki se prižiga, ne, in tam, kjer dobro skrbijo za njega, traja dlje časa, in tam, kjer je čisto majhna šibica, ki ga je prižgala, pač je bil majhen plamenček. Tako da vsekakor je pa to nekaj, na kar smo lahko ponosni, da v Sloveniji obstaja. In kar lahko tudi mogoče komu med vami, če vas zanima nastopanje s poezijo, ponudi še eno priložnost več, ne? Poleg te lepe objave, mogoče naslednjič pa še predstavitev na enem takem odru, da pritegnete še koga za svoje pisanje in najdete nove podpornike, nove oboževalce. Ja, res je, torej lahko se tudi udeležujete raznih slam dogodkov tukaj v Mariboru. Najbolje, da torej tudi spremljate Instagram Slam Zverin, a ne? Dogodki so pa vsak drugi torek v mesecu, a ne? Ja, pa mogoče se tudi tam srečamo, a ne? Bi pa seveda poleg pisanja, prevajanja, menedžmenta in slemanja se pa tudi aktivno ukvarjaš z soustvarjanjem literarnih dogodkov in pa projektov. Eden izmed njih je tudi festival ob Slovenskem dnevu knjige v Mariboru, na katerem je tvoja zbirka Drseči svet prejela torej nominacijo oziroma takrat nagrado potem, a ne, za najboljši pesniški prvenec. V bistvu nagrado za prvence podeljuje Slovenski knjižni sejem v Ljubljani, festival, o katerem govoriš, pa Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Ja, tako je. Ja. Ki pa ima tudi sejem. Ja, ki ima tudi sejem, ja, ki je čez 2 tedna, a ne, 22. maja. Tako, čez 2 tedna se prične v Mariboru, sicer pa poteka v številnih krajih po celi državi. Okay. Kako pa vidiš pomen torej skupnosti v literaturi in kako bo s festivalom letos? Smo že tik pred začetkom, za publiko sicer to še ni tako zelo vidno kot za ekipo, ki pripravlja programe. Festival sam se začne 21. maja, traja do 25. in takrat lahko pričakujete več kot 40 literarnih dogodkov, ki se bodo odvijali v mestu. Lepi večerni, literarni večeri z vrhunskimi avtorji, ki prihajajo predstaviti svoje ustvarjanje, čez dan sejem z bogatim spremljevalnim programom na Grajskem trgu. Prihajajo najmlajši, še ne beroči otroci, ki bodo poslušali pravljice ali pa zgodbe, ki jih bodo prepovedovali avtorji, do osnovnošolcev, srednješolcev, ki se predstavijo za svojo ustvarjalnostjo. Liter jezika bo tudi nastopil, ne? Da še tam povemo, kaj ustvarjate. Prihajajo pa tudi druge razne ekipe, antologij, literarnih ustvarjalcev, gledaliških društev in podobnih, ki se bodo predstavili na festivalu. Skratka, to je Festival Slovenske dnevi knjige je res tista priložnost v letu v Mariboru, ko gre za osrednji literarni festival, ko se zberemo vsi na kupu, vsi, ki se tako ali drugače ukvarjamo s knjigami, s pisanjem, bodisi kot bralci, ustvarjalci, uredniki, založniki, študenti, profesorji in tako naprej. Pridemo skupaj in lahko res zaživimo kot ena taka velika knjižna skupnost, no. Najlepše je, kadar se ti navdihi delijo, povezujejo, pretakajo med nami in festivali so, tako kot so revije ali pa cikli dogodkov, so tudi festivali tista žarišča, v katerih se lahko najdemo s somišljeniki. Tako da vabljeni v družbo.
Torej, spet prenašamo tudi mi vabilo publiki. Bi rekla, ja, Liter jezika bo tudi letos se udeležil festivala in ne samo kot uredniška ekipa, ampak letos pridejo tudi naši predragi avtorji, ki že nekaj časa objavljajo, se tudi malo bolj podrobno predstaviti, tako da vsi, ki ste zainteresirani mogoče za kakšen takšen dogodek, pridete res pogledati in nas poslušati. Bi pa te še vprašala, kaj pa prihodnost? Kateri projekti ali ideje te trenutno najbolj navdihujejo? Zagotovo je festival tako obsežen, da je to trenutno res v fokusu mojih dni. Druga stvar, takoj zatem je pa druga knjiga, ki prihaja v kratkem pri Cankarjevi založbi z naslovom Rodna doba. Knjiga je končana, treba je narediti zadnje korekture, zadnje postavitve in jo predati tiskarju. Potem pa jo nekako peljati za roko in pospremeti do bralcev, pospremeti v svet s kako predstavitvijo. Tako da te dve zadevi recimo, da sta najbolj v mojih mislih. No, super, se že vsi, jaz in verjamem, da še publika tudi in moje kolegice se že zelo veselimo nove zbirke. Bi te pa mogoče za skoraj konec prosila, če bi mogoče kakšno pesem podelila z nami. Pomeno čisto kratko. Ampak na srečo so bolj ali manj vse kratke v tej zbirki. Pa mogoče eno, ki je pravzaprav povezano s tem rečnim prostorom, ob katerem se pravzaprav nahajamo. Zdaj smo sicer notri v eni najlepših dvoran v mestu, ampak verjamem, da si lahko predstavljate, kako lepo je danes zunaj. Kako mi je dovolj, da sem doma, kjer je majhno, s končno gostoto pešcev na pločniku, da lahko mesto obhodim s svojima nogama, nemotorizirana. Si ogledujem drevesa in labode. Kako sem jih oni dan videla jadrati po zraku in sem ob tem postala lahka in bela. Hvala. Torej, Nina, iskreno se ti zahvaljujemo, ker si danes bila z nami, eno komplimentarno rožje. Hvala za povabilo. Hvala tebi. No, s tem literarnim pogovorom v bistvu končujemo sklop poezije in pogovarjanja o poeziji, pa prehajamo na prozo, pa bi v bistvu za začetek prebrala uvodne besede naše področne urednice Sare Planinšek, ki je danes na žalost ni z nami oziroma se ni mogla dogodka udeležiti, je pa vseeno zapisala. V zapolnjenih straneh pripovedi, ki se razvijajo kot zapletene pletenice doživetij raznovrstnih protagonistov, boste spoznali delčke mišljenj izbranih avtorjev. Največ vsak list popelje globje v misli in čustva, kjer se prepletata resničnost in iluzija. V teh čutnih, subtilnih pripovedih boste lahko našli odmeve vsakdanjega življenja, a ob enem odseve notranjih labirintov, ki vabijo k samorefleksiji. Od življenja v kaotičnem okolju bolnišnične urgentne sobe, skozi oči pacienta, intimnih trenutkih med dvema nekdanjima ljubimcema do pomena sočutja, skrbi za naravo, ter iskanje smisla in orientacije v neznanem. Pa bi k besedi prvo povabila našega prvega avtorja, Dominik Škrinjar, če se prideš predstaviti lepo na oder. Lepo pozdravljeni, upam, da se slišimo. Jaz sicer nisem iz literarnih in umetniških vod, je to v bistvu bolj moj hobi, pač nekaj, kar rad počnem, ker me to na nek način izpolnjuje. In bi zato danes potem z vami delil to zgodbo. Zdaj, če se strinjate, lahko preberem celotno, lahko tudi odlomek.
Žal ni tako kratka v resnici, ampak upam, da vam bo všeč. Bil je avgust. Po skoraj enem letu od najinega prvega zmenka sem se odločil, da ga povabim na morje. Ker je v začetku tega meseca v njegovi službi veljal 14-dnevni kolektivni dopust, sva se odločila, da ga preživiva skupaj. Moja starša ga sicer nista poznala, a sem jo vseeno uspel prepričati, da me pustita z njim na morje. Celo zaupala sta mi ključe naše počitniške hiše na Hrvaškem, kar mi je dalo misliti, da počasi postajam nekoliko bolj samostojen in odgovoren. Celo mislil sem, da sem odrasel, čeprav sem jih takrat imel zgolj 23 let in je bil on moja prva prava ljubezen. Prtljage sem imel toliko, da me je kar zvijalo v trebuhu. Deloma pa najbrž tudi zaradi navdušenja, da bom lahko z meni ljubo osebo preživel skoraj cela 2 tedna ob pluskanju morskih valov in s peskom med prstmi ter z mislimi, ki bodo polne radosti, veselja in brezskrbnosti. Pot do njega je bila dolga, a sta ti 2 uri vožnje do dežele Belih Brez, praktično v meji s Hrvaško, takrat minile v hipu. Ko sem prispel, sva vso najino prtljago zložila v njegov prtljažnik. Preprosto želel je prevzeti krmilo in meni je bilo tako tudi všeč. Najbrž zato, ker sem zaupal njemu bolj, kot sem zaupal samemu sebi. Ali si pripravljen, se je začišal njegov odločen moški glas. Seveda, kot še nikoli, sem mu nagojivo odvrnil. Odvijal je volan, zapeljal s parkirišča pred njegovim blokom in že sva bila na poti. Ustavila sva se nekje ob avtocesti. V lokalu, ki ga sicer prej nisem poznal. Bom spil eno kavo, tiste dobre sendviče pa imaš tako ti, je po uri in pol vožnje odvrnil. Ko sva se usedla za mizo, je nadel svoja sončna očala in prav všeč mi je bilo, kako zelo na široko je odprl svoje noge, kot da bi želel izkazati svojo dominantnost, čeprav sem vedel, da je v resnici zelo skrbna in nekoliko perfekcionistična oseba, ki ima preveč rada pravila in red. Kljub temu ali ravno zato sem se s njim vedno počutil varno in sproščeno. Kot da se je takrat zame ustavil čas in da vsakodnevne skrbi niso bile več moja stvar. Prispela sva šele proti večeru, saj sva tisti petek odrinila na pot, takoj po mojih seminarjih na fakulteti in njegovih službenih obveznostih. Pripravila sva večerjo. Jaz sem medtem še preoblekel posteljo v svežo posteljnino in kmalu po ščetkanju zob sva zaspala v žlički najine utrujenosti. Naslednje jutro sem se pretvarjal, da še spim, saj sem želel, da me zbudi njegova topla dlan na mojih deških lisih. Kako si spal, mali Kalimero? Sem na koncu vendarle zaslišal njegove besede in z usti me je poljubil na moje čelo. V roki pa je držal skodelico omamne kave, katere vonj je zajel celotno spodnje stanovanje v hiši. Ali že res moram vstati? Sem ga vprašal. On pa je le odložil skodelico na nočno omarico in se stisnil k meni pod odejo, da je zagrel moje, že tako zelo ogreto telo. Zdelo se mi je, kot da sva ustvarjena drug za drugega in vanj sem bil zaljubljen enako močno kot pred letom dni, ko sem ga prvič zagledal. Bilo je tudi prvič, da sem občutil ljubezen v takšni obliki, kot sem si jo vedno želel. Prvi dan na plaži je minil hitro, saj sva bivala le nekaj 100 metrov od glavnega dogajanja, zato sva se naslednji dan odločila, da jo raziščeva še nekoliko bolj. Imela sva penaste blazine, na katerih sva ležala v senci mogočnih borovcev. Njegova je bila zelena, moja modre barve in po enournem plavanju sva se na njih želela odpočiti. Popila sva nekaj vode z limono in nekaj kosov lubenice, ki sva jo zjutraj kupila na tržnici. Plaža je bila precej polna, bolj kot bi sicer njemu bilo pogodu. Ali lahko prosim svojo blazino daš malo bolj na desno, mi je naenkrat potiho rekel. Ker sem mislil, da se tudi on želi umakniti iz sence, da bi ga posušili sončni žarki, sem seveda ubogal. Nato sem se želel spet malce približati k njemu, saj me je prijetna morska tišina z občasnimi sozvoki vriskanja otrok in sproščenimi, a glasnimi pogovori med temperamentnimi Slovenci in Hrvati na plaži nekoliko uspavala. Prijeten obalni vetrič pa me je ravno toliko obregnil, da sem ob hladu dobil kurjo pot. Zakaj si tako blizu, me je vprašal. Ali bi želel še bolj na sonce, sem ti na poto, sem odvrnil. Ne, samo ne želim, da mislijo, da sva skupaj, je strogo pripomnil. Nekoliko prizadeto in užaljeno sem se obrnil na desno in on je kmalu zatem v branju knjige malce zadremal. Jaz pa očesa, seveda, nisem niti zatisnil. Občutek sem imel, da se me sramuje, ali pa se morda sramuje celo samega sebe, preprosto nisem ga mogel razumeti. Morda pa le preveč silim zanj, sem si rekel. Ali pa so krivi ljudje, vse ko sva sama običajno ni tak, sem nadaljeval. Ali je morda okoli kdo, ki bi ga on lahko poznal, sem tuhtal. Nato sem se odločil, da grem na krajši sprehod in si zbistri misli, saj ob vsem glasnem dogajanju na plaži bilo to sicer nemogoče.
Ko sem se po dobrih 20 minutah vrnil do najinih blazin, je on, sicer že buden, vneto požiral besede na strnih knjige, ki jo je prej prebiral. Kam pa si odšel? Me je malce zbegano vprašal. Malce sem šel naokoli, da vidim, kam pelje ta plaža, sem se zlagal. Plažo in pot sem namreč poznal zelo dobro, že odkar sem prvič tam preživel svoje poletje. Prav nerodno mi je bilo, da bi se vlegel poleg njega, še posebej zato, ker sta zaradi vetra in njegovega premikanja med spanjem bili blazini zopet blizu. Ura bo kmalu poldne, a si že kaj lačen, sem ga v manjši zadregi vprašal. Imaš prav, greva skuhat kosilo, vročina bo kmalu postala neznosna, je odgovoril. Pripravila sva njoke s pečeno zelenjavo in koščki piščanca, katerim so dodala še začimbe na soncu posušen paradižnik. Šlo je za recept moje mame. Jed sva pripravila skupaj in spet me je prevzelo navdušenje nad najinim usklajenim delovanjem v kuhinji. Tudi on je rekel, da sva dobra ekipa, kar me je precej pomirilo in mi vnovič lilo upanje v najin odnos. Po kosilu je on pomil posodo, jaz sem pa poskrbel za smeti. V dnevni sobi se je nato vlegel na kavč in jaz sem se skočil v kopalnico, da si umijem zobe. Vnovič sem se spomnil na dogodek na plaži, ki je bil zgolj le eden v nizu mnogih podobnih dogodkov, po katerih sem vedno znova ostal prizadet in s močnim občutkom nezaželenosti in zavračanja z njegove strani. Šele ko sem se zagledal v kopalniško ogledalo, sem opazil, kako zgaran in izčrpan sem v resnici bil. Odnos z njim je bil res kot dan in noč. Včasih sem imel vse, spet drugič sem imel občutek, da me odznotraj nekdo žre. Počutil sem se kot ptica v zlati kletki, iz katere ne more, predvsem zaradi slepega zaupanja v boljši jutri, pa ne želim oditi. On je ležal na kavču in brskal po svojem telefonu, jaz pa sem si še vedno umival svoje zobe. Pridi se malo pocartat, me je povabil k sebi. Pridem takoj, samo še ponitkam si zobe, sem nemudoma odvrnil. Po nekaj minutah sem prišel iz kopalnice in se obrnil na levo proti dnevni sobi. Zagledal sem ga na kavču, kako je še vedno vneto iskal nekaj na svojem telefonu. Jutri bi lahko odšla na tale zaliv. Bo morda nekoliko manj ljudi, kaj praviš, je predlagal. Jaz sem samo nemo stal in nisem uspel ničesar izustiti. Vidim, da je v bližini celo svetilnik. To bi lahko bilo kar romantično, je dejal. Ker tudi po tem, kar je rekel, nisem ničesar odvrnil, je pogled s telefonskega zaslona preusmeril vame in zagledal moj obraz. Ali je kaj narobe? Nekako tiho si bil danes med kosilom, mi je nežno rekel. Ko sem jaz zatem zagledal njegove oči, so me prevzela močna čustva žalosti in obupa. Preprosto nisem se več zmogel zdržati in iz mene se je vlilo solz kot še nikoli do sedaj. Bilo je prvič, da me je videl jokati. Prestrašeno me je gledal, nato pa me je stisnil k sebi. Zaradi hlipanja in lovljenja sape med jokom nisem uspel sestaviti niti enega stavka. Gledal je naravnost v moj obraz, jaz pa sem njega zaradi solz komaj videl. Zakaj mi nisi danes hotel imeti tako blizu ob sebi, kot me imaš sedaj, sem naposled te uspel vprašati. Ali se me sramuješ, sem še dodal, ko sem jok in solze nekako uspel vsaj malce prekiniti. Obrisal sem si jih in mu pogledal v obraz. Začutil sem njegove roke, ki so me objele še bolj tesno, a so se kmalu spustile iz objema in zakrile njegov obraz. Naenkrat je njegova bleda koža postala rdeča, prav tako njegove oči. Slišal sem hlipajoč zvok, tresoče ustnice in še bolj tresoče roke, ki so skušale čim bolj zakriti njegov obraz. In slišal sem jok. Bilo je prvič, da sem slišal jokati odraslega moškega. Čeprav je bil visok dobrih 193 cm, star dobrih 8 let več, imel na videz urejeno življenje z lastnim stanovanjem, ugledno službo, novim avtom, so solze izpod njegovih dlani tekle, kot da bi zajokal prvič v svojem življenju. Ko sem za trenutek uspel razpreti dlani z njegovega obraza, me je prevzela silna žalost in novič so tudi meni pretekle solze. Objela so se in brez besed točila solze v objemu še vsaj naslednjih 15 minut. Ne pomnim, da bi kdaj zase ali za koga drugega pretočil toliko solza. Medtem se mi je od pretiranega globokega dihanja skozi usta celo zvrtelo. Čez nekaj časa sva bila tako izčrpana in utrujena, da preprosto niso več zmogla jokati. Kavč je bil premočen, midva pa sva se prijela za roke, medtem ko sva gledala v strop in ležala drug zraven drugega. Sovražim se, ker te ne morem ljubiti tako zelo, kot ti ljubiš mene, mi je dejal s solzami v očeh. Nisem vedel, kako mu naj odgovorim. Bilo je prvič, da sem z nekom doživel tako intenzivna čustva v tako kratkem času. Imel sem ga rad, najbrž bolj kot sebe. Želim si, da bi lahko bila skupaj brez kakršnih koli ovir, sem mu naposled le odvrnil. Kako bova nadaljevala, kaj bo z nama, me je vprašal. Nisi tisti, ki ga iščem, ampak si mi prirasel k srcu in si postal del mene, je rekel in me gledal naravnost v moje rdeče, utrujene oči. Takšno nadaljevanje naj vodi v pogubo, je še dodal. Kljub vsemu sem bil še vedno presenečen in prizadet.
Ko je vedno znova izrekel iste besede, jaz pa sem vedno znova upal, da jih slišim zadnjič. Ne želim te izgubiti, ampak ti ne morem dati tega, kar si želiš od mene, je še dodal. Na tej točki sem bil dokončno potrd in obupan. Tudi jaz sem se zavedal, da tak odnos ne vodi nikamor in da njegovih čustev do mene ne morem spremeniti, ne glede na to, kako zelo se trudim. Prav tako je pred nama bil še dober teden počitnic. In strah me je bilo, kaj bom rekel staršem, če se bom po 3 dneh vrnil domov. Verjemi, da tudi meni ni lahko. Morda vseeno poskusiva izkoristiti te preostale dni, da se imava lepo. Saj so vendarle dobra ekipa in v tvoji družbi mi je prijetno. Sem milo odvrnil in skušal nekako ohladiti situacijo. Imaš prav, imejva se lepo, kot sva se do zdaj, tudi če bo zadnjič. Ni mi preostalo drugega, kot da požrem slino in s smokom v grlu pristanem na to. Objel sem ga, on me je poljubil na čelo in zaspala sva na kavču. V tednu, ki sva ga na to preživela skupaj, je bilo naravnost fantastično. Popolnoma brezskrbno sva doživela veliko lepih trenutkov. Od odkrivanja bližnjih mest, neokrnjene narave, mestnega vrveža, poslušanja podvodnih orgel, do spoznavanja novih ljudi in preizkušanja odličnih morskih jedi v izvrstnih restauracijah. Ob večerji sva se sprehajala po mestu, plesala ob zabavnih ritmih dalmatinske glasbe, ob jutrih pa sva se strastno ljubila in živela, kot da jutrišnjega dne ne bo, brezskrbno, predano in uživaško. Odkrila sva zaliv, ki je z avtom bil od glavne plaže oddaljen le 10 minut. Tekom dneva ga je obiskalo le nekaj posameznikov, v večerjih pa je bil skoraj vedno zapuščen. Dan pred odhodom sva preživela v tem zalivu in bilo je prijetno in sproščujoče. Kristalno čista morska gladina pa je klicala potem, da skočiva v njo in izkoristiva še zadnji skupni dan. Popoldne se je bližalo k koncu in odpravila sva se nazaj do hiše, prav tako tudi večina ljudi, ki je tisto popoldne bila v zalivu. Ko sva prispela, sem skočil po tuš in ker sem imel posod zrna peska, med drugim tudi v laseh, sem potreboval kar nekaj časa, da sem se dodobra očistil. Ko sem stopil izpod tuša in je vodna para zameglila ogledalo, sem odprl okno in na bokih sem začutil mrzle roke in tih glas, ki mi je zašepetal na uho. Zelo lepo dišiš, ampak škoda, da si se tako trudil odstraniti ves pesek iz sebe. Rekel je, da me bo počakal avto. Bil sem popolnoma zmeden, ampak sem kmalu zatem vseeno prihitev in se usedel na sovoznikov sedež. Celo pot ni rekel ničesar. Ko sva prispela, je ugasnil luči od avta, me prijel z eno roko in z drugo pograbil košaro. Ker je bilo temno, sprva nisem prepoznal okoliša, a ko sem zagledal gladino vode, sem vedel, da gre za najin zaliv. Iz košare je vzel najino večerjo, pripravil je sirni narezek, narezal je tudi sadje, spekel svež kruh, bilo je res romantično. Nato je odprl steklenico najinega najljubšega belega vina in nazdravila sva. Res ne morem verjeti, kako si se potrudil zame, sem vzhičeno odgovoril. Samo zate, moj Kalimero, je dejal. Ko sva spila vsak svoj kozarec vina, si je slekel hlače in slekel sem jih tudi jaz, ker sem mislil, da bova skočila v vodo, a on ni imel ničesar pod njimi. Slekel je moje spodnjice, me povlekel na stran in me v pesku začel strastno poljubljati. Ni trajalo dolgo, da sva zagrela tla pod nama in občutek sem imel, kot da sva se ljubila sredi največje vročine v dnevu. Lahko, da no je takrat kdo gledal, pa nisva vedela, a meni je bilo popolnoma vseeno, ker sem mu bil popolnoma predan. Ko sva končala, sva zadihana obležala v objemu peska. Ker sva se želela malo ohladiti, sva zaplavala v morje. Takrat seveda popolnoma gola. Po nekaj trenutkih vodi me je objel k sebi in me poljubil, medtem ko je na naju sijal mesec. Videl sem njegov obraz in njegovo srečo v očeh, ki so me prebadale s svojim nočnim sijajem. Bilo je prvič in morda tudi zadnjič. Ja, Dominik, iskrena hvala, ker si danes bilo je prvič, tudi prvič z nami delil in pa prebral in upam, da to branje z nami ni bilo zadnjič. Ja. Hvala. Bi pa šli kar naprej do naše druge avtorice in sicer vabim lepo na oder Niko Matanovič in Neno in jaz. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz sem Nika in kot je Daniela napovedala, prebrala vam bom zgodbo z naslovom Nena in jaz. Danes sem srečala Neno. V trgovini je iz hladilnika jemala mleko, njena sestrica pa je s prstom pobirala prah skrinje za zamrznjenimi picami. Stala sem med oddelkom za sadje in zelenjavo ter mlečnimi izdelki, in ker nisem imela jopice, bi me zazeblo, če bi šla naprej. Skoraj sem pozabila stehtati paradižnik. Ni me opazila. Njeni lasje so še vedno črni.
Bili so zviti v najbolj vljugaste kodre, kar sem jih kadarkoli videla. Zavozlali so se ji v sončna očala na vrhu glave. Neonske luči so ji po kapljicah sijale preko las v uhanček na nosu. Mleko si je zataknila za žep džins jakne, nekaj zamrmrala sestrici in z roko v roki sta šli naprej. Z Neno sva se najprej družili v vrtcu. Klicala me je Kisti, ker ni znala reči r-ja. Nemogoče naj jo je bilo spraviti narazen. Mislim, da se ni dalo ločiti niti najnega smeha. Vsaj 4-krat sva poskušali preplezati ograjo med vrtcem in igriščem za šolarje. Neno je nenehno razganjalo. Ko smo vsi risali, je tekla po igralnici. Samo ona je znala skočiti dovolj visoko, da se je lahko prijela drevesne veje in zagugala. Sama se je pripeljala s kolesom, ko meni mama ni dovolila niti na cesto. Pogosto je bila pri nas, tudi čez noč. Stiskali sva se v moji postelji, si podajali dedkovo nočno svetilko in ugibali podobe, ki jih je oblikovala na stropu. To je zajček, zmaj, koza, trnulčica. Ko bom velika, bom plesalka, je rekla, preden sva zaspali. V šoli se je marsikaj spremenilo. Morali smo sedeti čisto pri miru in poslušati. Nena pa je še vedno skakala, tekla in plesala po razredu. Glasno je govorila, ni dvigovala roke in kar naprej je komu jemala besedo. Učiteljica jo je pošiljala na hodnik, da bi se pomirila. Nisem hotela, da bi me videli z njo na igrišču. Imela sem nove prijateljice, ki so v šolo hodile počesane. Rade so risale in flomastre so vedno postavile na isto mesto v peresnici. Klicale so me Tina. Hodile smo na plesne vaje, kjer so nas učili plesati zares. To sem vedno pokazala Neni, ko je prišla k meni. Tako se ne pleše, sem rekla. Njeno divjanje mi je šlo na živce. Nekega popoldneva smo bili v OPB-ju zunaj in pričelo je močno pihati. Zavijali smo se v bunde in čakali, da se vrnemo v učilnico. Nena je stala sredi igrišča. Jaz sem vetrna vila, je rekla in se zavrtela. Vihranje vetra je preglasilo trkanje njenih tenisk ob asfalt. Kako je otročja, so zmajale z glavo moje prijateljice. Pokimala sem. Poleti je prihajala k meni, a sem ji na vratih govorila, da nimam časa. Ne spomnim se več, kdaj je odnehala. Tudi kasneje, ko je v 9. razredu po več tednov manjkala in mi je razredničarka naročila, naj ji pomagam nadoknaditi snov, mi je bilo to čisto odveč. Niti enkrat se nisva dobili. Šele kasneje, v gimnaziji, sem izvedela, da je njena mama odšla, ko je bila Nena v 4. razredu. Od takrat je živela z babico in sestrico. Čudno jo je bilo spet videti. Da je sredi majskega popoldneva v trgovini med mlečnimi izdelki in sadjem ter zelenjavo stopila nazaj v moj svet. Moje življenje se je zasukalo nekam čisto drugam. Vrtela sem se med zgodnjim vstajanjem, kotnimi funkcijami, odmori za malico in popoldanskimi avtobusi. Trepetala sem pred testi in odštevala dneve do počitnic. Še vedno sem se družila s prijateljicami iz osnovne, 2 sta bili v mojem razredu in priključile smo se skupinici deklet iz mesta. Pri nas doma sem praznovala 18-ko, brez staršev in se prvič napila. Naslednji dan so me strici in tete spraševali, če bom imela dovolj točk za medicino. Imela sem prvega fanta, ki je igral kitaro in pisal pesmi, ki jih nisem razumela. Konec 3. letnika sem ga pred konservatorijem videla v objemu druge punce in ves mesec sem jokala. Bila sem zagozdena. Kako bi v tako tesnost spravila Neno? O njej sem vedela premalo, samo to, kar sem kdaj slišala od drugih, ko smo se pogovarjale o naših bivših sošolcih. Da so jo videle zdaj z enim, potem spet z drugim fantom. Mami je soseda povedala, da ne hodi več v šolo in vprašala me je, če kaj vem o tem. Zame je bila tako oddaljena kot lik iz najstniških serij. V njih so se stvari vedno nekako uredile. Tako tudi nisem kaj preveč razmišljala o tem, ko smo novembra na pokopališču zagledali grob njene babice.
Kako naj bi jo zdaj sprejela v tako majhen prostor, kot je vrsta na blagajni? Kako tja stlačiti čas od vrtca do mature? Strmela sem v njene kodre, ko je na trak zlagala izdelke. Sestrica je listala revije, medtem ko je zvok skeniranja odšteval sekunde. Zdaj me bo pogledala. S kotičkom očesa se obrača k meni, gleda mleko, če se še malo bolj obrne, bo tudi mene. Prepoznala me bo. Zdravo, sem rekla. Pogledala me je. Zdravo. Oči so se ji zlato lesketale. Prodajalka ji je iz roke nabrala drobiž. Nena je pomignila sestrici, naj spusti revijo. Odšli sta. Lahko bi ji rekla še kaj. Da mi je žal za babico, za mamo, za vetrno vilo. Lahko bi vprašala, če se še vozi s kolesom, če še pleše. Ampak morala sem se vrniti k učenju. Čez 2 dni me je čakala matura. Hvala. Hvala za, torej, da se še tebi, Nika, zahvalimo za branje, pa eno vrtnico, pa tudi upamo, da prideš še kdaj kaj nam prebrati. Ja. Ja. Pa bi s to sekcijo končali, pa bi besedo predala moji sodelavki Urški Verzel. Ja, jaz pa sem delovala na področju člankov in kritik in ostalih razmislekov. Mogoče bi najprej povedala, da je to kar odprto področje, odprta kategorija, ki ne pomeni, da je treba objavljati zgolj članke, eseje in ostale stvari, temveč lahko pošljete in tudi so poslali razne razmisleke. Vemo, da živimo v turbulentnih časih, tako da pričakujemo, da bo naslednje leto še več kritik na to temo. Kar lahko povem o prispevkih, ki sem jih letos prebirala kot urednica tega področja, lahko povem, da, ker so bili večinoma prispevki mladih, da gre za ljudi, ki razmišljamo, ki smo kritični, ki se ne bojimo povedati, kaj mislimo, in srčno upam, da bo tako ostalo tudi naprej. Seveda pa si želim, da bodo strani naše revije tudi prostor za objavljanje tovrstnih razmislekov, da se boste odločili tudi vsi tisti, ki ste danes tukaj z nami, da nam kaj pošljete, saj vendarle naša revija ni starostno omejena. Tako da si želim, da preberem še kaj, še kakšno razmišljanje, mogoče lahko ne samo na temo literature, filmske industrije in ostalih, lahko je to tudi na temo raznih aktualnih problematik, karkoli vam pač pade na pamet, o čemer bi radi povedali, karkoli. Mi smo tukaj kot revija, da lahko to vam tudi omogočimo. Danes sicer ni veliko avtorjev z nami, ki so prispevali v našo revijo, vendarle pa se je en le našel in bo danes tudi nekaj prebral. Davorin, izvoliš. Jaz bom prebral en odlomek iz svoje kritike in je v bistvu tudi na nek način posvetil današnjemu dnevu, torej dnevu zmage. Upam, da se vsi zavedamo danes dan zmage in da zato tudi posvečam ta del vsem tukaj zbranim. Torej, pisal sem pa kritiko na roman Ivana Gončarova, Aleksandroviča Gončarova Oblomov, ki sem ga naslovil, čakajte, da se pogledam, da se spomnim. Anti-oblomovščina ali zakaj potrebujemo dejanje. Roman Oblomov se s svojo amorfnostjo lahko pretaka v različne umetniške, družbene, ideološke in mogoče celo aktivistične kroge. Lenobnost in nedejavnost Oblomova lahko posameznico nagovori v 3, 2 ali 15 različnih načinih. In v družbi, v kateri je posameznica, predvsem poprečna študentka, potisnjena v izrazito negotovo družbeno vlogo, nenehno negotovost glede okoljske, politične in ekonomske situacije, nam protagonist lahko ponudi zgled ali pa osebo, ki jo najbolj preziramo, kar nas še toliko bolj prepriča v pomembnost dejavnosti, želje po spremembah lastnega in obče družbenega življenja. Sodobna,
postmoderna družba ne dovoljuje oziroma še bolje ne omogoča aktivnosti na podlagi sprememb družbe, ampak samo aktivnost na podlagi večanja dobičkov in kapitalistične produktivnosti. Zato je ključno, da smo ljudje tudi aktivni in dejavni pri spreminjanju družbe. To je edino, kar nas lahko reši. Apropo, brez žrtev ni zmag. In še zadnja stvar, ki jo želim dodati, svoboda Palestine. Hvala, da si prispeval. Ja, mogoče bi samo dodala, upam, da vas je tale kritika, zdaj, ki jo je Davorin prebral, tudi spodbudila, da ste videli, kakšen model je dejansko za naše kritike in da boste tudi vi spodbudili svoje bližnje, da bodo kaj objavili, kaj prispevali in upam, da se beremo tudi v naslednji reviji. Zdaj pa še predajam besedo Danieli, ki se je tudi odločila, da bo prebrala nekaj svojega. Jaz sem se letos nekako prvič srečala z literarno kritiko, tudi zaradi tega, ker sem lani sodelovala na festivalu Pranger, ki ga nekateri tudi med vami poznate. In sem se, v bistvu je prišlo na uredništvo en mail, v bistvu Mariane Deganuti, ki je v bistvu raziskovalka na Slovaški akademiji znanosti in pa v bistvu zamejka slovensko-italijanske manjšine. In nam je pisala, da bi želela od nas recenzijo, kritiko pesniške zbirke. In je bila v bistvu tako zelo prijazna, da mi je osebno poslala pesniško zbirko, da sem si jo lahko pogledala. In sem ob mentorstvu doktorice Blanke Bošnjak tudi uspela zapisati kritiko, katere bom prebrala tudi samo en odlomek. Naslov pesniške zbirke pa je Moj jezik v tvojih besedah. Kritiko pa sem naslovila z Kako meje naših jezikov razpirajo nova obzorja identitete. Vprašanje je v tem, ali je meja nujno nekaj, kar nas ločuje, odpira kompleksno razpravo o naravi in funkciji meje v človeški družbi. Čeprav so meje pogosto uporabljene za fizično ločevanje teritorijev in skupnosti, obstajajo tudi druge razsežnosti meje, ki jih je treba razumeti. Prvič, meje lahko služijo kot identitetni markerji in s tem poudarjajo razlike med skupnostmi. V tem smislu meje delujejo kot simbolične ločnice, ki označujejo teritorijalno pripadnost in kulturno identiteto posameznikov. Vendar pa se lahko ta identitetna ločnica izkaže za zapleteno, saj mnogi posamezniki živijo na območjih, kjer se meje prepletajo, kar vodi v mešanje identitet in prepletanje kultur. Drugič, meje lahko delujejo tudi kot sredstvo za vzpostavljanje reda in nadzora nad teritorijem. Te meje so pogosto institucionalizirane in urejene z zakoni ter nadzorom, da bi omejile prost pretok ljudi, blaga in idej. Kljub temu pa je treba opozoriti, da so te institucionalizirane meje pogosto presežene s pretokom migracij, trgovine in digitalnih informacij, kar kaže na njihovo relativno naravo in fluidnost. Nazadnje, meje lahko delujejo tudi kot izziv za naše razumevanje sveta in nas samih. Namesto da bi nas le ločevale, lahko meje spodbujajo k raziskovanju naših identitet, kulture in odnosov z drugimi. Razumevanje meja kot dinamičnih in kompleksnih konceptov nam omogoča, da presegamo tradicionalne definicije ter raziskujemo naše skupne točke in povezave. Tako lahko rečemo, da meje niso nujno nekaj, kar nas ločuje, ampak so lahko tudi priložnost za razumevanje in povezovanje. Naša meja je morda tam, kjer se konča naše obdobje in začne neznano, kjer se srečujejo naše identitete in kulture. Pomembno je, da se zavedamo, da so meje lahko tako fizične kot tudi abstraktne in da imajo lahko različne pomene in vloge v našem življenju. Mariane Deganuti v svoji poeziji obravnava meje na več ravneh, kar se odraža v njenem poetičnem izražanju. V njenih delih meje niso le fizične ločnice med teritoriji, temveč tudi simbolne in metafizične linije, ki prisegajo zgolj geografske meje. Podobno kot je opisano v prejšnjem odstavku, Deganutijeva v svoji poeziji poudarja, da meje niso nujno nekaj, kar nas nujno ločuje, ampak lahko delujejo tudi kot priložnost za raziskovanje in povezovanje.
Naprimer v pesmi Meja 2 uporablja mejo kot nekaj nestalnega in nepredvidljivega, podobno kot hudournik, ki se spreminja in izginja. Ta metafora kaže na to, da meje niso statične in jasne, ampak se lahko nenehno spreminjajo in presegajo. Poleg tega Deganutijeva v svoji poeziji pogosto izraža univerzalne teme, ki se nanašajo na človeško izkušnjo, kot so identiteta, izguba in povezanost. V pesmi Zamejci, na primer, avtorica prikazuje kompleksnost identitete in občutka pripadnosti, kar nakazuje, da meje niso vedno jasno opredeljene in da se lahko pojavljajo na različnih ravneh. Tako lahko rečemo, da Marijana Deganuti v svoji poeziji obravnava meje kot kompleksno in večplastno temo, ki sega preko zgolj fizičnih ločnic ter nas spodbuja k razmišljanju o globih vidikih meje in njenem vplivu na naše življenje in identiteto. Pa bi v bistvu se še nekako tudi uradno zahvalila vsem sodelujočim na literarnem večeru. Posebna zahvala gre torej Mariborski knjižnici za v bistvu tudi organizacijo in pripravljenost, angažiranost za celotni dogodek, tudi kar se tiče promocijskega materiala, pomoč z odrom, sceno in vsem. Zahvalili bi se seveda tudi Slavističnemu društvu Maribor za izjemno podporo na vseh ravneh ustvarjanja, tako tudi oddelku za slovanske jezike in književnosti in profesorju dr. Miranu Štuhecu za v bistvu celotno organizirano že v začetku, za povod, da je revija sploh nastala in da obstaja že tako zelo dolgo. Tudi ostalim našim profesorjem, profesorici Nataliji Ulčnik. Tudi zahvalili bi se torej tudi vsem avtorjem, ki ste tako prijazno se odločili, da le pridete in da delite svoje besede z nami, in pa ostalim našim sodelujočim prijateljem, cimrom, fantom, partnerjem, ja, za to lepo sodelovanje danes, pa tudi mojim sodelavkam seveda. Jaz bi mogoče zdaj še na oder povabila našo grafično oblikovalko, samo da ji podarim to rožico, ker se je zelo potrudila za našo naslovno stran, ki je trajala, kako dolgo si je delala? Kak mesec, ker trdega dela, ali? Ja. Hvala ti. Hvala. Ja, za konec pa še mogoče povabilo na prigrizke in postrežbo, ki jo imamo zadaj, da se malo podružimo, pa še mogoče kaj rečemo na temo literature.